In na vrsti je tematski sklop Glasba in posel. Tukaj bomo imeli nekaj gostov nadaljavo preko Zoom povezave. Sklop bo pa vodil gospod Tomaž Simetinger, ki mu predam besedo. Najprej en lep pozdrav vsem skupaj. Moja naloga, tukaj sem nekako v dveh vlogah. V prvi bom zdaj imel svoj prispevek, potem bom pa vodil ta del prvega omizja. Gre pa seveda za to, urco pa pol približno časa imamo, nekako tako bojo tekla potem tudi naslednja omizja. Sprva bomo imeli predavanje oziroma nek prispevek, predstavitev neke teme, kasneje zatem pa seveda sledi, bomo pri vsakem od nastopajočih odprli tudi dvorano oziroma odprli mikrofone za vas, tako da če imate kakršnakoli vprašanja, bodo več kot dobrodošla, da jih v zadnjih nekaj minutah vsakega nastopajočega tudi predstavite. Naj povem še, da z nami danes je sicer tukaj uživuje gospod Gal Faganel, kar nekaj je pa tistih, ki se nam bodo predstavili preko spleta iz različnih koncev sveta, tako da bo tudi tam lahko tekla ta interakcija prek mikrofonov, če boste imeli kakršnokoli vprašanje. Zdaj pa, jaz vem, da že malce zamujamo in bomo poskušali pohiteti, da ne bomo preveč zgubljali časa. Moj današnji prispevek odpira pravzaprav neko temo, ki je niti ni nova po sami vsebini, gre pa seveda za temo, ki je na Slovenskem že nekaj desetletij prisotna. Gre za širše v evropskem oziroma predvsem anglosaksonskem svetu pa še toliko bolj. Gre za vprašanje neke vrste novih kariernih perspektiv, ki bi jih lahko omogočala glasba in umetnostna terapija. Zdaj pri tem naj posebej izpostavim, da tukaj nimam v mislih samo umetnostne terapije v tem ožjem pomenu besede zgolj nekega zdravstvenega vidika, ampak da imamo pri tovrstnih pristopih v glasbi neke širše vidike, torej govorimo o nekih socialnih, integrativnih sposobnostih glasbe, v šolstvu, kako lahko recimo glasba pomaga in nenazadnje tudi v zdravstvu. Kot že rečeno, je na Slovenskem približno ta umetnostna ali pa terapija z umetnostjo, različno se ti termini uporabljajo, je znano bilo vsaj že od 80-ih let, ko so to terapijo uvedli v psihiatrično bolnišnico Ljubljana. Kar je ključno pri tem, in to je ta paradigmatski preskok, ki ga moramo imeti v glavi, da tukaj ni namen, da ko produciramo neko glasbo, da je ta glasba vrhunska. Ampak je namen nek drug, da je proces produciranja glasbe tisti, ki privede do samih nekih ciljev. To pomeni, da tudi ko bomo, prej sva že z Galom govorila, kako razmišlja recimo Akademija za glasbo, da je treba tukaj vzeti v obzir predvsem to, da ja, mi res učimo naše študente, kako narediti dobro glasbo, kako jih usmerjati v to, da bojo vrhunski dirigenti, pianisti ali kakorkoli, ampak hkrati pa tukaj ne odgovarjamo še na določene druge funkcije same glasbe v družbi, ki bi jo pa lahko dosegli ravno s to umetnostno terapijo in ravno zato tudi potrebujemo znanje naših glasbenikov oziroma teh bodočih študentov oziroma pa današnjih študentov. Zdaj, današnje raziskave zelo jasno govorijo o tem, kakšen je doprinos te umetnostne terapije oziroma kaj lahko glasba doprinese samemu človeku, recimo na nekem psihičnem, fiziološkem, na nekem socialnem nivoju, kažejo, da recimo skupinska petja prispevajo k dobremu počutju, k zdravju ljudi, prispevajo k izboljšavi bolezni dihal. Prav tako ljudje s Parkinsonovo boleznijo in demenco, k starejši populaciji imajo nasploh neke zelo dobre učinke. Potem skupinsko petje ali pa igranje inštrumentov pomaga zmanjšati občutek osamljenosti med starejšimi, odraslimi in s tem povezano tudi z raznimi kognitivnimi koristmi. Glasba oziroma samo petje ali inštrumentalno pevsko kakorkoli pomaga pri razvoju odpornosti odraslih in vpliva na zmanjševanje bolečine in stresa. Kar nekaj evropskih projektov poznamo točno na to temo. Potem družbene koristi petja in pa skupinskega muziciranja so še krepitev socialne podpore, omogočanje sodelovanja, zagotavljanje občutka identitete in pripadnosti, preprečevanje osamljenosti in socialne izolacije
izboljšanje socialnega delovanja, spodbujanje razvoja skupnosti, pomoč pri zmanjševanju neenakosti, spodbujanje solidarnosti in kohezije ter izboljšanje dostopa do zdravstvenega varstva in umetnosti. Zakaj to poudarjam? To je zdaj samo en tak sežetek različnih praks po Evropi, ki jih je v bistvu nekako jih je zaznala tudi Evropska komisija. In Evropska komisija je sama začela financirati en velik evropski projekt Culture for Health. Gre za pomemben projekt, ki mapira različne projekte po Evropi. Mislim, da jih je trenutno sledi okrog 501. Projekt je vključen v to mrežo projektov in želijo ugotoviti, kakšne prakse med različnimi evropskimi državami tukaj sploh obstajajo in na osnovi tega želijo razviti določene kulturne politike in pa seveda temu primerne finančne mehanizme. To je zelo pomembna zgodba, danes temu rečemo pač neke vrste hot topic, torej ta pomembna tema, ker kaže v to usmeritev v te mehke vsebine, ki bojo v roku nekaj let dosegle pravzaprav tudi Slovenijo. Zveza kulturnih društev Slovenije in pa Društvo Asociacija sodelujemo pri tem projektu in zdaj imamo trenutno kar nekaj srečanj, v oktobru ga bomo imeli v Klužu, kjer smo dobesedno poskušali različne tovrstne prakse dati na kup in zdaj bomo poskušali ugotoviti, kaj sploh lahko ugotovimo, a lahko govorimo to v nekem enotnem sektorju, ker težava tovrstnih pogledov umetnostne terapije je, da preči različne sektore. Tukaj govorimo o sociali, govorimo o šolstvu, govorimo o zdravstvu in seveda v prvi vrsti v kulturi. In zdaj, če želimo to ugotoviti, bomo mogli seveda se vprašati tudi na Slovenskem, kaj želimo mi doseči s tem sektorjem, kaj je sploh tisto področje, oziroma kaj sploh hočemo doseči, če se bomo odločili to. In tu je nekaj strateških razmislekov, na katere bomo mogli si odgovoriti. Ena je, seveda prvič, če bomo začeli govoriti o umetnostni terapiji v nekem širšem sistemskem smislu, že zdaj obstaja, da ne bo nesporazumov, pedagoška fakulteta ima programe, ampak govorim o nekem širši usmeritvi, da bi tukaj bolj sistemsko podprli to področje, se je treba vprašati o umestitvi nekih ciljev in definiranju ciljev tega področja. Prav tako je treba doreči, kaj zdaj pomeni to, ker tukaj gre za izrazito medsektorsko področje. Kateri so tisti sektori, ki bodo pokrivali poleg kulture? Ne smemo zdaj obesti to samo na kulturo, ampak govorimo o pokrivanju tudi iz drugih sektorjev, kot rečeno že sociala, zdravstvo in tako naprej. Zelo pomembna stvar je, kot kaže evropske prakse, tukaj noter definirati neke strokovne standarde. Ne more kar vsak priti in delati denimo z ljudmi z Parkinsonovo boleznijo ali pa z dementnimi ljudmi, zato ker s tem lahko narediš na koncu več škode kot koristi, kar v praksi pomeni. Prav tako je treba se vprašati, ali bomo potrebovali tukaj nek nadzor oziroma neke regulative na tem področju. Kdo bo izvajal ta nadzor in regulative in kako jih bomo tu izvajali? Nenazadnje ključno vprašanje in tisto vprašanje, okrog katerega se zelo pogosto stvari zavrtijo, so novi finančni viri. Torej, kdo bo financiral? Zelo preprosto bom povedal eno vprašanje, ki se je nam odprlo. Namreč nek umetnik, ki dela recimo z osebami s posebnimi potrebami, ali je to umetnik, je ta proces še umetniški proces, če ni namen na koncu vrhunsko umetniško delo, ampak je namen peljati posameznika skozi kreativni proces ustvarjanja. Ali je še to umetnost ali ne? To so tista temeljna vprašanja, v katerih bomo mi kot družba morali zdaj se nekako dogovoriti, kako vidimo in razumemo to vrstno področje. Seveda v tem trenutku, v tem, bomo rekli, malo bolj zgodnji fazi še, je pa zelo pomembno, da se zavedamo, kaj pomeni dvigovanje ozaveščenosti celotne družbe in pa kako nastaviti določene pilotne projekte, ter implementacijo morebiti že obstoječih dobrih praks. Zdaj, ko primerjamo glasbenike pri nas in drugod po Evropi, naj izpostavim, da imamo Slovenci nekaj prednosti s svojim kulturnim modelom. Tu je ključna zgodba, recimo za razliko od predvsem v zahodnoevropskih držav, imamo izjemno močno mrežo nevladnih organizacij. Tukaj imamo v mislih predvsem nevladne organizacije, tako z profesionalnega dela, kot pa predvsem z ljubiteljskega dela. Zakaj? Pri nas je ta ozaveščenost
Torej, govorimo o tej mreži društev, ki je tako rekoč v vsaki vasi, ne, je ta ozaveščenost bistveno večja, da lahko posameznik se vklopi v neko takšno mrežo, kot pa ponekod drugod. Ne. Torej, če drugega ne, gre za neke vrste ta zelo visok standard, da ti lahko že deluješ tam. Seveda, kar bi pa zdaj potrebovali tukaj, je pa to rahlo usmeritev, da rečemo, dobro, če imamo tam neke recimo pevske zbore ali pa neke inštrumentalne skupine ali kakorkoli, da jim damo neko dodatno možnost, če se posamezna tovrstna društva želijo usmeriti v sodelovanje recimo z DSO-ji, z inštitucijami s posebnimi potrebami in tako naprej, da jih opravnomočimo, da to lahko naredijo in s tem si zagotovijo tudi neke dodatne finančne možnosti. Se pravi, delovanje JSKD-ja, torej Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, potem recimo Zveze kulturnih društev Slovenije, prav tako Akademije za glasbo, Pedagoške akademije, seveda Ministrstva za kulturo in vseh ostalih pristojnih ministrstev, je tisto, ki bo moglo zdaj odgovarjati na ta vprašanja v bodoče, kaj bomo mi s tem sektorjem poskušali narediti, želeli narediti, predvsem pa v prvi vrsti bomo morali začeti razmišljati, da drži osnovna teza, torej glasba je velik posel. Vemo, da danes glasba je milijardna industrija, tu se strinjamo vsi, kolega Baroš bo v tem lahko zelo veliko povedal, ne? V glavi bo pa treba tukaj premisliti, kaj lahko naredimo z novimi glasbeniki, kaj jim lahko damo za eno znanje in kako pripraviti to platformo, na katero se bodo oni usedli v bodoče, da bomo lahko v bistvu jim omogočili neke nove karierne perspektive. Jaz sem pozabil pogledati na uro, pa bojim se, glede na to, koliko jaz govorim, da me včasih moram zaključiti. Ne? Torej, nekako v grobem sem prišel skozi in želim samo opozoriti na, morebiti, da če se želite pogledati, vabljeni na spletno stran www.cultureforhealth.eu. To je ta velik portal, kjer boste lahko videli, kaj se po svetu dogaja oziroma kaj se v Evropi dogaja, so tudi druge države iz sveta vključene v to in tam je zdaj na nek način tisto vrelišče, ki ga sam vidim kot en velik potencial tudi za glasbenike tukaj na Slovenskem. Tako, mislim, da sem svoj čas izkoristil. Hvala lepa. En, dva, se slišimo? Ena, dva. En, dva. Tako, zdaj pa bo. Torej, mislim, da je čas še za kakšno morebitno vprašanje. Ne? Aha. Zdaj bo pa treba tukaj dati mikrofon, ker so nas zvezi z nami in moramo za Zoom poskrbeti. Ja. Seveda mene zanima, če je že kakšen projekt iz Slovenije vključen v to mednarodno prav na to temo, se pravi glasba in zdravje, health. Je, več teh projektov je, enega pravzaprav zdaj izvajamo, to je Singende Krankenhäuser, torej pojoče bolnice. In to je bil en izmed teh pilotnih projektov, pri katerem se želi izpostaviti točno te pozitivne poglede na glasbo, zdaj pa pozitivne vrednote ali pa dosežke glasbe. Zdaj, kaj to pomeni? Tukaj se konkretno dela z dirigenti oziroma z glasbenimi pedagogi, ki pa morajo dobiti določena znanja, kako delati recimo z osebami s Parkinsonom, kako delati z osebami z demenco, a ne? Kakšen je repertoar, ki je pomemben za njih, kako nastopati za to, da bojo oni se tam počutili dobro in tako naprej. Gre za pilotni projekt, ki ga to znanje prenašamo iz Nemčije. Seveda je pa povezano z precejšnjimi finančnimi sredstvi, zato ker to pač potrebuješ toliko in toliko ur učenja, treba je povabiti, se pravi, je treba neke standarde imeti, zagotoviti je treba določene, tudi nek nadzor, kako bojo tisti ljudje delali naprej. Skratka, gre za precej kompleksno področje, ampak to konkretno povem, to je že v teku in predvidoma drugo leto bomo imeli prve te že delavnice in izobraževanja. Sigurno pa še kaj, kar pa jaz ne poznam. More biti še kaj, če pa ni, pa lahko napovem našega naslednjega gosta. Z nami je izredni profesor dr. Gal Faganel.
To je violončelist, sicer precej poznan tudi kot pedagog. Seveda je delal tako v Evropi kot v Ameriki, v Los Angelesu in nenazadnje danes bomo imeli kar nekaj glasbenikov, tako kot on, tudi marsikje bi lahko naštevali, da ga lahko vidite po odrih, tako rekoč po celem svetu. Da ne bomo preveč izgubljali časa, lahko rečemo, da je pedagog, ki vodi najrazličnejše delavnice, izobraževanja in nenazadnje zelo dobro ga poznajo predvsem študentje. Kaj več o tem pa nam bo povedal sam, tako da prosim, gospod Faganel, kar tja. Pozdravljeni. Zelo sem vesel, da lahko danes po približno 25 letih življenja in umetniškega delovanja v Združenih državah Amerike prispevam na današnji konferenci zdaj spet kot Ljubljančan. Najprej bi odgovoril na hitro na dve vprašanji iz brošure. Kako ostanemo predani kot umetniki najvišjim umetniškim standardom in obenem pridobimo ključne neglasbene veščine. In moj odgovor je, da je to najbolj praktično v sklopu izobraževanja, kar pa se začenja dogajati šele zdaj, ko se učni načrti spreminjajo in programi posodabljajo in prilagajajo hitro spreminjajoči se glasbeni umetniški industriji. Ali je tak pristop smiselen? Hočem reči, ali naj se umetniki izobražujemo tudi kot računovodje in promotorji in menedžeri, in do neke mere absolutno je. Ne samo, da je smiselno, je v večini primerih nujno potrebno, ker je ta tradicionalna umetniška pot, ozka izobrazba in potem delovno mesto, ki nas čaka, to je stvar zgodovine, se mi zdi. V poznih 90-ih letih sem bil študent v Los Angelesu in teh vsebin kariernega razvoja, te vsebine niso bile del študijskih programov, tako da nekateri posamezniki so se takšnih stvari naučili neposredno od mentorjev učiteljev. V času in na koncu mojega podiplomskega študija tam sem se moral v Kaliforniji znajti sam, kar mi je precej dobro uspelo in sem na ta način pridobil res raznolike izkušnje v glasbenem poklicu kot violončelist, predvsem v različnih slogih in tudi širše. In od takrat, od 90-ih, se glasbena industrija in trg dela še hitreje spreminja s tehnologijo in z vsem, kar se dogaja. In danes so spretnosti v neglasbenih veščinah nepogrešljive za umetnike. V ta namen, zaradi tega sem že v Koloradu na univerzi in pred kratkim na Akademiji za glasbo razvil in začel poučevati nov predmet, razvoj kariere za glasbenike ali več kot talent. In iz izkušenj in iz pogovorov s sovrstniki po svetu sklepam, da na vsakem umetniškem okolju obstaja neka minimalno sprejemljiva raven kvalitete. Ko pa pridemo do te točke, od te točke naprej je pa uspeh v precejšnji meri odvisen tudi od neglasbenih usposobljenosti. Tako da bom v naslednjih 10 minutah poskusil preleteti pomembna področja neglasbenih spretnosti, ki vplivajo na karierni uspeh glasbenikov. To je precejšen izziv, ker sem navajen na to temo predavati ali v celem letu, v semestru, v 15-urni delavnici ali pa v enournem predavanju. Bomo videli, kaj lahko naredimo v 10 minutah. Zelo pomembno je, da se umetniki ko se ukvarjamo z neglasbenimi veščinami, da ne zapostavljamo osnovne kompetence, osnovne panoge umetniške stroke, s katero se ukvarjamo, da potem lahko ponudimo tisto našo umetnost na najvišjem nivoju, to neko vrsto storitve in jo tržimo s temi neglasbenimi veščinami potem.
Tako da jaz študente stalno opozarjam na kvaliteto tistega, kar bodo potem recimo temu prodajali. En najpomembnejših stvari neglasbenih veščin je komunikacija. Mislim, da to ni samo za umetnike, to velja za znanstvenike, to velja za vse panoge. In komunikacija je v tem primeru sestavljena iz pisne komunikacije in govorne komunikacije. Umetniki pa se trudimo, da si ustvarimo ugled. In ugled je ena stvar, ki je bazirana na preteklosti. Mislim, dobimo ugled kot kipar, potem ko kipar narobe zareže v les, tisto je zelo težko popraviti. Tako da na ta način se opravičujem, nekatere prosojnice so v angleščini, ampak bomo samo preleteli, ne bomo šli v podrobnosti. Ugled potrebuje čas, dobra komunikacija je nujna in priprava gradiva je zelo pomembna, da lahko izkoristimo priložnosti, ko spoznamo ljudi, s katerimi se lahko povežemo, ker je nekako potem dodana vrednost, da ni, kot se v angleščini reče, zero-sum mentality, ko se dva človeka srečata, nista dva človeka, ampak je ta potencial še veliko večji. Nekaj nasvetov glede dobre komunikacije, ampak mislim, da toliko v podrobnosti ne smemo, pa gremo najprej na pisanje. Mogoče pričakujemo, da smo glasbeniki s končano srednjo šolo relativno pismeni, ampak spretnost pri pisanju promocijskega gradiva in podobnega je druga veščina. In je to nekaj, na kar moramo biti pozorni. Tukaj so pisanje biografij, življenjepisov, seznama repertoarja, tudi kakšnih programskih listov in tako naprej. Pri pisanju o nas samih ali o naši usposobljenosti ali kompetencah je precej manevrskega prostora za olepšanje resnice in vsak se sam odloča, kje postavimo mejo, kaj je. Zavedanje in odprt pogovor o tem je dobrodošel s tistimi, ki jim zaupamo. Je pa tudi nevarno, večina podatkov je danes preveljiva na spletu in jaz pri predmetu imam kar nekaj takih zelo prepričljivih primerov, kjer so se ljudje zelo zblamirali, ko pač so raztegnili resnico malo več, ker pač papir vse prenese. Pa gremo naprej k govoru. Vprašanje je, ali imamo nekaj povedati o sebi. Če smo pripravljeni, da povemo nekaj o sebi, o svoji umetnosti, potem lahko izkoristimo priložnosti, ko srečamo različne ljudi. In velikokrat srečam umetnike, ki so vrhunski in v svoji umetnosti, potem pa srečajo ne umetnika oziroma ne glasbenika v tem primeru in potem se komunikacija ustavi. In razvijanje te kompetence, da lahko nekaj povemo o tem, kar delamo, je zelo pomembna. Pa če gre za priložnost, ko srečamo v dvigalu organizatorja festivala ali pa na letališču, ko slučajno nas nagovori donatorka za Bravo Vale Festival, kot se mi je v nedeljo zgodilo, in me je povezala z organizatorko, z tam eno direktorico tega festivala in lahko da pride do nekih sodelovanj. Kot umetniki nismo samo nastopajoči, ampak smo lahko tudi zagovorniki in podporniki umetnosti. In je dobro, da znamo odgovoriti na tale vprašanja. Zakaj je pomembno, da delam to, kar delam? Ker ni samoumevno. Nekdo, ki tega ne dela, mogoče ne razume. Kaj moje umetniško delo pomeni meni in kaj moje umetniško delo doprinese družbi. Če lahko na ta vprašanja odgovorimo, mislim, da lahko več prispevamo družbi in lažje zagovarjamo svoj obstoj.
Še ena stvar, ki pa je zelo praktična za nastopajoče, pa da nagovorimo publiko, da se znamo povezati, ne samo, da se skrijemo za svoj inštrument, ampak da se znamo odpreti in nagovoriti poslušalce. Koliko ima še? 3 minute, dobro. Potem bo šlo pa zelo hitro. Oblikovanje podporne skupine. Noben umetnik ni sam, verjetno tam zraven družina, ampak potem, ko se pa s tem ciljano ukvarjamo, so pa to sovrstniki, mentori, svetovalci, poslušalci, podporniki in poklicne storitve, kot je recimo nekje, kjer se popravlja inštrument, frizer in tako naprej. Kako širimo to podporno skupino, da potem imamo vere, imamo podporo, iščemo nasvete, bom kar pohitev. Spletna prisotnost, spletna stran, vsi te socialna omrežja, kako se s tem spopadamo, da ni, ker nas to posrka in potem pač po nekih algoritmih to delamo, ampak tukaj je tudi stroka lahko zraven in da smo prisotni, ker če nismo aktivni, bomo pozabljeni. Pri promociji je dobro, da se zavedamo, kaj damo od sebe, kakšen je vizualni izgled, da razumemo standarde in malo grafičnih standardov in tako naprej. Seveda preverimo vse za napake, slovnične in tako naprej, da je res vse na visokem standardu. Dobro je poznati osnove video, audio snemanja za samo vajo, tudi za promocijske namene in moj kolega v klavirskem triu me redno kliče za tech support, ker se mu nekaj ne predvaja in potem mu svetujem. Potem pa pisno gradivo za promocijo. Dobro je, če spoznamo, kaj je zanimivo za medije, kaj je zanimivo za posameznike, na kakšen dogodek bo televizija prišla, kaj jih ne bo zanimalo. Zelo pomembno je vsaj bežno poznavanje avtorskih pravic, ali smem te note preslikati, dobro. Ukvarjamo se tudi s poučevanjem umetniki v življenju, tako da tudi ta del. Potem bom šel pa hitro na čas in denar. Tega nas ponavadi naši profesorji ne naučijo in je to pomemben del, kako upravljamo s svojim časom in z denarjem, poznavanje zavarovanja za inštrument, zavarovanje za odgovornost. Samo en primer, recimo, čigavo zavarovanje krije škodo razbite Stradivari violine, ko se ob prihodu na koncertni oder violinistka spotakne ob nezaščiten mikrofonski kabel, ki je last zunanjega izvajalca snemalca. Lahko so vsi drugi za to odgovorni, ampak je konstruktivno, če smo umetniki, se zavedamo vseh teh podrobnosti. Potem je pomembno, da to pisanje uporabljamo tudi za prijave za financiranje projektov. Zdaj bom pa samo še šel na zelo pomembno stvar, ki se tudi včasih zapostavlja, in to je pa zdravje. Glasbeniki smo športniki brez trenerjev. Jaz ne poznam nobenega tenisača, ki 15 ur vadi brez prisotnosti trenerja. Mi pa to redno delamo. Tako da vse te veščine so zelo pomembne pri razvoju umetnikov, ne nazadnje potem tudi priprava na razpise, avdicije, razgovore. Dobro. Potem pa tudi zadnja stvar, v Sloveniji, to sem se pred kratkim malo bolj podučil, kako biti samostojni podjetnik in delavec v kulturi. Tako, hvala lepa. Odpiramo vprašanja. Ima kdo kakšno vprašanje, komentar? Ni? Je? Jaz bi sem prosil, če se predstavite, da vemo, s kom govorimo. Jaz sem Vladimir Gajšek, slovenski književnik in psihoterapeut. Že na prejšnjem predavanju Kar v mikrofon. Že na prejšnjem vašem predavanju bi omenil vzmimo Elvisa Preslija, Beatlese in tako dalje, ki so prispevali ogromna sredstva
mislim, zase in dobili tudi lotski naslov in podobno, kako je tudi zabavna glasba pomembna. Kar pa zadeva promocijo, vzemimo v Sloveniji, pa imam jaz do promocije umetniških del dokaj kritičen pristop. Bom povedal zakaj. Poglejte, za najvišji dosežek v likovni umetnosti zadnjih 2 let je bila podeljena Prešernova nagrada neki punci, ki je dojela psa. Se pravi, 7.000 evrov je dobila zato, ker je dojela psa. A se lahko osredotočimo danes predvsem na naše prispevke? Ja, gre za to, da tudi v promociji gre za kakovost. Prva stvar, zlasti v glasbeni umetnosti, je kakovost. In če pogledate, kaj jaz vem, avtorja Črnih mask, vi veste, kako je on živel. Ampak je promocijo doživel šele kasneje. Pomembno je tudi od družbenih odnosov. Vzemimo, v Los Angelesu so drugačne razmere za promocijo, kot so v Sloveniji. Popolnoma drugačne. Ker tukaj so tudi določene skupine, ki imajo svojo, ali klape, ali grupe, ki imajo svojo, bi rekel, konkurenčno moč in ki, bi rekel, zavirajo nekatere posameznike, ki so lahko visoko kakovostni. Glede na to bi jaz prosil, da poveste kaj o tej razliki med Los Angelesom in Ljubljano. Oprostite, jaz sem pač kritičen kot pisatelj. Ne? Hvala, to deluje. Samo en komentar za naprej. Dajmo se omejiti na vprašanja, ne na dolge komentarje. Ali pa vi ste študirali v Ameriki, tako kot jaz, tam pravijo keep it keys. Keys pomeni keep it short and simple, ali pa keep it short and stupid. Bom zelo hitro odgovoril. Največja razlika je, da je v Ameriki enoten trg, enotna valuta ogromen. V Sloveniji pa trg zelo majhen, nekako vse poznamo in to je definitivno razlika tudi. Ampak principi promocije in zagovarjanja svoje umetnosti so pa podobni na umetnikovi ravni. Hvala lepa. Zdaj pa mislim, da bom rabil malo tehnične podpore. Ne vem, kdo je zdaj točno z nami. Imamo že koga na Zoomu? Je Maja Cerar z nami? Da vidimo. Skratka, ta čas, ko jo bomo zagledali gor, ko se nam bo ona predstavila, mora biti samo 2 besedi. Tako. Skratka, ona je vnaprej posnela predavanje, ampak je z nami, bo na voljo potem za samo debato. Maja Cerar je violinistka, nekako ta njen repertoar seže tam od baroka pa vse do sodobne glasbe, poskuša se tudi v elektronski glasbi, hkrati dela glasbo, ki podpira ali pa nekako sobiva s plesom, z različnimi drugimi oblikami uprizoritvene umetnosti. Diplomirala je na konzervatoriju Winterthur v Zürichu, hkrati je pa doktorirala potem na Columbia University. Na ta Columbia Univerzi je tudi članica Music Performance Faculty. Tako da morda toliko, da dobimo rahel občutek, kdo je naša naslednja gostja. Zdaj pa kar prosim, če lahko pogledamo njeno predavanje. Glasba in posel imata kot pojma za posameznika različne pomenske odtenke in edinstven medsebojni odnos. In ta nas vodi po individualnih poteh. V prispevku bom navedla nekaj primerov dela v smislu izmenjave, ki sloni na interdisciplinarnosti. Študij muzikologije mi je odprl perspektivo na širino palete možnih relacij in interpretacij v povezavi s partituro in skladatelji. Načini in značaj interdisciplinarne izmenjave v glasbi so v nenehnem razvoju in zahtevajo od vsakega posameznika prilagodljivost in inovacijo. Možne variante bom predstavila z vidika delovanja predvsem v ZDA. Na Kolumbiji
poučujemo glavno študente, ki imajo druge smeri študija, naprimer medicino, ekonomijo, mednarodno poslovanje in tako dalje. Ti študenti imajo drugačen odnos do glasbe, zanjo si morajo posebej izboriti čas v natrpanem in finančno obremenjevalnem študijskem programu. Glasba jim je posebno dragocena kot katarza in katalist za ideje z njihovega strokovnega področja. Morda so med njimi tudi nekateri, ki bi se posvetili glasbi kot glavni izraz njihovega poslanstva, pa so jim morda starši odsvetovali, saj umetnost ne zagotavlja finančne stabilnosti. Odnos do glasbe je pri teh študentih izjemno zavzet. Muzicirajo na izredno visoki ravni. Ker ni časa za dolgo ali dnevno vajo, to absolvirajo zelo učinkovito. Delo z njimi je izredno zadovoljivo in hvaležno, prav zaradi intenzivnosti angažmaja in konteksta njihove primarne dejavnosti. Na drugi strani so za primerjavo tudi doktorandi glasbene kompozicije, ki so že izšolani violinisti. Globina internaliziranja partiture iz vidika recimo mikrotonalnega skladatelja se izraža v intenzivnem interesu za raziskavo tonskih barvnih odtenkov. Pouk violine je torej lahko fokusiran tudi na mikrointonacijo v izrazu polifonije in harmonije. Poleg pouka violine in komorne glasbe je interdisciplinarnost tudi v razredih, v katerih je vpisanih recimo 20 študentov. In vsi ti študenti imajo različne študijske poti. Posebno koristno je na Kolumbiji usklajeno širjenje splošne izobrazbe v visokošolskem kurikulumu. Študenti absolvirajo obvezne predmete, kot so umetnost, glasba, sodobna civilizacija in znanost, v katerih so vajeni odkrivanja in diskusije meddisciplinarnih idejnih povezav. Diskusije zgodovinskega konteksta, teorije in analize so v tovrstnem pristopu utečene in študentski doprinos je pogosto v smislu interdisciplinarnih analogij. Obvezni predmet glasbe poučujejo profesorji in doktorandi glasbene zgodovine, kompozicije in teorije in etnomuzikologije, vendar tudi nekaj profesorjev iz drugih disciplin, kot na primer umetnostne zgodovine. V tedenskih kolegijih se izmenjujemo s kratkimi predavanji o novih metodah, idejah in tehnologijah. Sama sem v sklopu teh kolegijev spoznala, kako se izmenjava znanja stalno razvija in obnavlja.
Najlažje je seveda začeti z interdisciplinarnostjo že med študijem. Glasbeni oddelek na Kolumbiji vključuje Computer Music Center. Pod isto streho imajo tudi podiplomski študenti likovne umetnosti svoje prostore. V interdisciplinarnih seminarjih, v katerih so bili v času mojega študija vpisani skladatelji, likovni umetniki, koreografi in fiziki, sem v skupnih projektih začela z glasbeno improvizacijo, ušivala senzorje v rokavice in svetlobne žice v oblačila. Dolge neprespane noči in debate, izluščanja idejnih konceptov in iskanja skupnih raven so dominirale ta delovni proces. Z enim od teh skupnih projektov smo nastopali v Barceloni, San Diegu in New Yorku, kjer je predstavi sledila delavnica z otroki. V rani mladosti so mi fantazijo prebudile pripovedke in prigode mojega dedka Naceta Simončiča, izjemno vsestranskega igralca, baletnika, lutkarja in avtorja neštetih zgodb. Sama sem prvo vlogo v teatru imela v Zürichu, kjer sem v letu mature več kot 50-krat nastopila kot solistka Vivaldijevih 4 letnih časov, ki vodi skozi zgodbo v predstavi. Delo v teatru se je nadaljevalo na Kolumbiji s projekti, s katerimi smo nastopali v Ameriki in Švici. V Sloveniji smo z RTV orkestrom v Cankarjevem domu realizirali Love Perfumes, violinski koncert Douglasa Girsa s teatrskimi elementi prepojenimi z nadihi Schönbergovega Piero Linerja. Med študijem na Kolumbiji sem se tudi spoznala s koreografijo šole Mercer Cunninghama. Te vtisi so med drugim potrovali projektu plesne interpretacije Bachove suite, katero je Metropolitan muzej v letu 2021 predstavil v virtualnem koncertu z več kot 5000 ogledi.
Izkušnje s koreografijo in gestiko iz sveta teatra integriram tudi v svoje muzikološko delo, saj na tem področju raste zanimanje za literaturo in seminarje na mednarodnih konferencah. Letos sem prispevala članek v American Music Review o skladbi za violino in interaktivni kompjuter kubansko-ameriške skladateljice Tanje Leon. S tem, ko se širijo akademska področja in raste kulturna senzibilnost, smo pa ustvarjalci in muzikologi odvisni od medsebojnega sodelovanja in zaupanja, da ohranjamo v glasbi izvirno avtorstvo. Takole, zdaj bomo povabili našo naslednjo gostjo, ki je z nami tudi na Zoomu. Torej, z nami je Klementina Milošič, drugače pravnica, je diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Prosim? Ja, in potem tako. Ja. Skratka, je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani, obenem pa pianistka tukaj iz Slovenije, zaposlena oziroma trenutno dela v Round Hill Music, to gre za glasbeno združenje v New Yorku. Pri njenih dosežkih pa lahko posebej izpostavimo tudi to, da je leta 2020 v Sloveniji v soavtorstvu izdala knjigo Osnove glasbenega posla in pa glasbena promocija. Kot vidimo, je pa z nami tudi Jernej Brvar. Tako. In sicer je pa kitarist, komponist in pa producent. Leta 2012 je prejel štipendijo Berklee College of Music, kjer je študiral koncertno smer. Jernej je prejemnik številnih mednarodnih nagrad, drugače pa nastopa tako rekoč po odrih od Evrope, Amerike, Azije, Afrike. Danes je pa z nami. Tako da Jernej in Klementina, prosim. Ja, najlepša hvala za to uvodno predstavitev, gospod Simetinger. Kot ste že povedali, sem trenutno zaposlena na podjetju Round Hill Music, ki je v bistvu, ne vem, če je prevod ravno pravi, založniška hiša, torej music publisher, kjer se pretežno ukvarjam z procesom nakupov pravic, avtorskih pravic na tako kompozicijah, kot na zvočnih posnetkih oziroma masterjih, kot tudi na avtorskih honorarjih in pa seveda drugih pogodbah, ki jih podjetje sklepa z glasbeniki oziroma z avtorji, songwriters. Že 9 let delujem tukaj v Združenih državah Amerike. Predtem sem se dosti ukvarjala tudi z glasbenim menedžmentom in glasbenim svetovanjem. Moj del predstavitve se pretežno nanaša na glasbeni posel, medtem ko bo Jernej povedal malo več o glasbeni promociji, družbenih medijih in kreativnem ustvarjanju. Kot že vsi vemo, glasba je še vedno najpomembnejši dejavnik v glasbenikovi karieri, vendar pa je zelo pomemben del oziroma pomembno vlogo igra tudi glasbeni posel, saj je pomembno, da glasbenik ve točno, kdo so ključni akterji v glasbeni industriji, kakšno vlogo imajo ti ljudje, kako lahko vplivajo na kariero glasbenika in recimo, da ve, kdo je menedžer, kaj je točno menedžer dela, kakšna je njegova vloga, zakaj točno, za kateri aspekt glasbenikove kariere skrbi menedžer, kako je plačan, kako izgleda pogodba, potem kdo so booking agenti, kdo so promotorji, distributerji, kaj so njihove vloge, kaj so kolektivne organizacije, s čim se ukvarjajo kolektivne organizacije, predvsem pa recimo, kaj so založbe in pa založniki oziroma publisherji. Se mi zdi, da tu obstaja malo zmede med tem, kaj je točno razlika. Dostikrat se zgodi, da me kdo pokliče pa mi reče, ja, iščem založbo, ti delaš pri založbi, pravim, ne, jaz delam pri založniški hiši, torej pri publisherju, ki recimo te dve instituciji imata zelo podobno vlogo, hkrati pa zelo različno, med tem, ko se
glasbene založbe pretežno operirajo z masterji, torej z zvočnimi posnetki, na drugi strani publisher pa operira z kompozicijami. Potem res pomembno, da se ve, kako so te osebe plačane, kako so urejena razmerja med songwriterjem, artistom, torej glasbenikom in pa temi osebami. Tudi recimo, da glasbenik točno ve, kako določena pogodba približno zgleda, da lahko potem ve, kaj lahko pričakuje in da razume, kaj podpisuje in da razume termine teh pogodb, zaradi tega, ker se dostikrat lahko zgodi oziroma je dostikrat tako, da so te pogodbe bolj v korist tem institucijam oziroma tem posameznikom, kot pa recimo glasbeniku, in spet poudarjam v tem delu, da je pač v tem primeru zelo pomembno, da glasbenik pozna vsaj osnove glasbenega posla in pa potem tudi, kaj je avtorska pravica, kako se uveljavlja avtorsko pravico, kako se jo zaščiti, zakaj je to pomembno, ali recimo potrebuješ dovoljenje, da lahko uporabiš kompozicijo od nekoga drugega, ali nekdo potrebuje tvoje dovoljenje, da uporabi tvojo kompozicijo. In zato pravim, da pač osnove glasbenega posla igrajo pomembno vlogo tu, zato da glasbenik točno ve, kaj je njegova pravica. Recimo, če nekdo vzame tvoje glasbeno delo in ga uporabi, ne vem, ga javno predvaja, ali ga uporabi v filmu, ali ga že samo objavi na YouTubeu v sklopu svojega nekega projekta. Tu obstaja ogromno licenc, ki jih mora oseba, ki pač uporabi tvoje delo, pridobiti in pa obratno. In če se pač glasbenik zaveda, kakšne licence obstajajo in kako se pridobijo, potem lahko v sklopu tega potem tudi pravilno reagira. In ker so vsi ti aspekti tako zelo pomembni, so se tega začele zavedati tudi, se že dolga leta zavedajo, glasbene univerze v ZDA, in mnoge od njih so že začele uvajati glasbeni posel v svoje predmetnike kot obvezni predmet, ki ga mora vsak glasbenik, tudi če ne študira glasbeni menedžment, kot sem na primer jaz, ki ga mora vsak vzeti ali v prvem semestru ali pa vsaj na eni točki svojega študija glasbe. Torej tudi, če nimaš neke veze z glasbenim poslom kot z svojim poklicom, je pač pomembno, da ga poznaš. In potem, ko vemo, kakšne vloge imajo vsi ti akterji v glasbenikovi karieri, potem tudi glasbenik lahko vidi, koga točno potrebuje, da mu pomaga narediti naslednji korak v njegovi karieri. Seveda na začetku ogromno teh stvari počnemo sami, predvsem zaradi financ, ker da imaš takšno ekipo, ki skrbi za tvojo kariero, naprimer, da imaš pravnika, ki pregleduje pravne pogodbe, da imaš menedžerja, ki skrbi v bistvu za cel aspekt tvoje kariere, pravijo 360 stopinj, da imaš nekoga, ki ti bukira koncerte in išče tvoje priložnosti, da imaš nekoga za marketing in za različne druge priložnosti, je pač potrebno vložiti nekaj denarja in te ljudi tudi plačati. Zaradi tega na začetku glasbeniki ponavadi vse to delajo sami ali pa se recimo združijo z prijatelji, tako kot smo tudi mi na fakulteti. Recimo smo se dogovorili študenti različnih smeri, kako bomo skupaj sodelovali, in smo si pri tem pomagali. Glasbenik je naredil glasbeno delo, študent glasbenega menedžmenta je pomagal bukirati koncerte, iskati priložnosti, mogoče pregledovati kakšne pogodbe, seveda pod nadzorom profesorjev, producent je lahko produciral, aranžer je zaranžiral in ogromno takih vezi se na začetku pač začne kot prijateljskih. Poznam tudi ogromno primerov, ko so se potem ta osebna prijateljstva, prijateljsko sodelovanje se je potem nekako obneslo in nadaljevalo v poslovno sodelovanje.
Tako da z tega vidika se mi zdi zelo pomembno, da glasbenik pač pozna te osnovne termine, predvsem tudi, ko se gre za menedžerje ali pa recimo za pogodbe z glasbeno založbo ali pa glasbe z publisherjem, je res pomembno, da nekdo prebere to pogodbo, da si glasbenik mogoče da najame odvetnika, da prebere vse termine, ker kot sem že omenila, so lahko te pogodbe bolj v korist teh institucij kot glasbenika in ne bi bilo dobro, da glasbenik podpiše nekaj, kaj ne razume, oziroma da mogoče odstopi več svojih pravic, kot jih dejansko rabi odstopiti. S tem se tudi lahko glasbenik izogne morebitnim nevšečnostim, torej če pozna osnove glasbenega posla. Recimo tu v Ameriki je tudi poudarek na tem, da glasbene skupine, ki recimo več članov sodelujejo med sabo, da imajo sklenjeno pogodbo. Recimo že v prvem semestru fakultete pri teh osnovah glasbenega posla so profesori poudarili, da se naj vse dogovorimo vnaprej, da prihaja do ogromno situacij kasneje, kjer so recimo glasbeniki bili v skupini, so rekli, mi smo prijatelji, mi ne rabimo nobene pogodbe, ne rabimo določiti, kdo kaj dela, kdo ima kakšni vložek, kako se avtorski honorar izplačuje, kar se je kasneje potem izkazalo za napako, ko mogoče je recimo bend razpadel in potem ni bilo jasno, kdo ima kakšne pravice in kdo lahko kaj uveljavlja. Tako da to je okvirno moja predstavitev, Jernej pa bo potem nadaljeval z vidika promocije, ker je to tudi zelo drugi aspekt glasbenega posla, ki se zadnja leta vedno bolj poudarja, predvsem zaradi konkurenčnosti na glasbenem trgu. Lep pozdrav vsem. Jaz bi samo še dodal tu pri Klementininem predavanju, da če že govorimo o interdisciplinarnosti, recimo se tu vidi Berkeley, recimo pa Harvard ima ta program, kjer pridejo pravniki iz Harvarda in pač študenti music business in imajo skupaj recimo nudijo pomoč, brezplačno pomoč za glasbenike, ki imajo vprašanja, in potem imajo tudi različne primere, kjer dejansko pod mentorstvom seveda strokovnjakov vzamejo primer in na podlagi tega potem rešujejo zaplete in težave, kjer se v glasbeni industriji konstantno pojavljajo, ne. Jaz pa bi samo še dodal par stvari, namreč mislim, da midva sva začela najino pot z tem, da sva rojena še pred internetom, ne, preden da se internet zgodil, ne, tako da imamo eno tako unikatno mesto v zgodovini, kjer smo bili del prejšnjega sistema, pa potem kasnejšega, ne. In je zelo zanimivo videti to spremembo in različen način razmišljanja, kako smo razmišljali včasih recimo, pa kako razmišljamo o promociji danes. In velikokrat, vsako leto, ogromno ljudi iz celega sveta, ne samo iz Slovenije, ne, naju kontaktira in nas sprašuje stvari, katere se marsikomu zdijo samoumevne. Marsikdaj pa nas sprašujejo stvari, kjer so zelo zanimive in tudi midva niva odgovora. In skozi leta sva se glede tega ogromno naučila in delujemo tudi na ta način, da pomagava mladim, nadobudnim glasbenikom na njihovi glasbeni poti. Zaradi tega, ker veliko ljudi obupa ravno ker so v situaciji, kjer nekako ne vejo, kaj pa zdaj. Tako kot so že drugi kolegi v tem predavanju omenili, je zelo pomembno, da znaš tudi sam sebe tržiti in si omogočiti neko finančno podporo sam sebi,
da lahko deluješ v tem, s čem si želiš. Je pa res, da v našem sistemu, takrat v glasbenih šolah v Sloveniji, je bilo tako, večinoma namenjeno predavanje samo nekemu glasbenemu delu. Noben nas ni naučil, da bi bilo dobro se podučiti o ostalih stvareh. Namreč, če se ti naučiš neko skladbo in izvedbo, pa tega pol ne predstaviš ali pa predstaviš samo na nekem šolskem odru, je to samo en del glasbe. Glasba mora biti predstavljena, je umetnost, katera živi samo takrat, ko ima svoje občinstvo. In tu se je kasneje zgodil velik premik v glasbeni industriji z prihodom interneta, kjer so ljudje ugotovili, da imajo doseg do veliko večjega števila ljudi oziroma do večjega občinstva. In internet tudi prinaša ogromno dobrih stvari, namreč lahko točno določiš, koga hočeš doseči, kaj je do takrat bilo nemogoče. In imaš direkten stik s svojim fanom oziroma poslušalcem, kar je izjemnega pomena. In podučiti se o tem v današnjem času je zelo lahko, po eni strani, po drugi strani pa zaradi tega, ker je preveč informacij, je tudi zelo težko. Zato sva se odločila, da bomo midva naredila eno tako knjigo, katera je bila izdana leta 2020, če se ne motim, kjer so strnjene vse te ideje o tem, kak glasbenik razmišlja, kak glasbenik kaj naj naredi in kako naj postopa, da svojo kariero pelje naprej. Poznamo dosti različnih načinov, kako kreirati zaslužek, poleg tega, da samo pač igraš, kako narediti te videe, kako se prezentirati, kako sploh dobiti idejo, kaki video narediti. Različni ljudje nas sprašujejo, zakaj recimo bi bil različen video na Facebooku, različen video na Instagramu, ali sta lahko isti video. In to so vse stvari, kjer so zelo pomembne. Jaz vem, da smo na kratko časom, zato bi še odprl par vprašanj, da ne bova predolgo, da še imajo drugi možnost, tako da predajam besedo nazaj, pa če je kako vprašanje, bova z veseljem odgovorila. Hvala lepa, Jernej in Klementina. Zelo zgovorno, predvsem iz prakse smo izhajali, kako to gre. Kakšno vprašanje, kakšen komentar glede tega? Aha. Veronika Brvar, evo. Ja, pozdravljena. Ja, seveda me zanima, kje se da dobiti to knjigo, kako je naslov, ali obstaja tudi v slovenščini za naše študente. Ja, knjiga je v bistvu v slovenščini. V bistvu sva hotela prav slovenskemu trgu predstaviti najine ideje in pa te osnove glasbenega posla, kreativnost in pa promocija družbene medije. Lahko najdete to knjigo na najinih spletnih straneh jernejbervar.com ali pa klementinamilošič.com. Vabljeni seveda, da si ogledate spletne strani, ne samo zaradi knjige, ne? Sicer ne vem, če bo to glih pravo vprašanje, more biti za vaju, more biti za koga drugega, ves čas se mi nekako postavlja ta vzporednica, ali so naši študenti glasbe opravnomočeni za to vrstne stvari, kar je posel, ne? Ali so, morda za vas tudi gospod Faganel, ali dobijo to znanje, o katerem zdaj govorimo, ali dobijo vse te kompetence, s katerimi se bi naj znali tako rekoč prodati na trgu, komunicirati s trgom, upravljati z lastnimi pravicami, o čemer sta govorila naša, se pravi Klemen in Jernej. Tako da mora biti, ne vem, za vse tri je to pravzaprav vprašanje. Ja, mislim, da še nismo tam, da bi res izobraževalni sistem nudil to vsem študentom. Od študentov slišim, da čutijo veliko razliko tisti, ki so
iz glasbenih družin in iz okolij, kjer je to poznano okolje in nekako se ljudje znajdejo tudi s promocijo in z vsem tem. In tisti, ki niso v glasbenem okolju, umetniškem okolju, kako bom rekel, gor zrasli, to slišimo od študentov. In ravno v ta namen se lahko nadgradi, spremeni, izboljša izobraževalni sistem in študijski programi, da se vse to nudi. Ja. Če lahko še jaz dodam? Mhm. Jaz mislim, da točno tako, kot je bilo zdaj povedano, se lahko ogromno še tem naredi in ne samo, da se nujno je, da se nekaj na tem naredi, zaradi tega, ker Slovenija, če pogledamo zadnje 2 generacije, glasbenikov, ki prihajajo v Slovenije, so izjemni talenti. Imamo tak visoki nivo glasbenikov, kot še nikoli do zdaj nismo imeli. In razlika med nami, med našim trgom in recimo bilo katerim trgom drugje je samo v tem, kako se zna vnovčiti. Talenta imamo več kot dovolj. Ja, in če lahko samo dodam, tako kot sta oba rekla, dosti se lahko naredi na tem in je pomembno, da se naredi na tem zaradi tega, predvsem, ker ogromno glasbenikov ima tudi željo po prodoru na tuje trge, torej da delujejo v Sloveniji in pa v tujini, ne. In da lahko delujejo v tujini, je pač spet ključnega pomena, da poznajo vse te termine, da poznajo vse te osnove, tako glasbenega posla, kot promocije, kot glasbenega ustvarjanja, kako narediti tale biografijo, kako se pogovarjati, kako se mrežiti, vse te informacije so izjemnega ključnega pomena, kolikor se glasbeniki kolikor želijo predreti na tuji trg, ne, ker glasbena industrija, tako kot je velika, je tudi mala. Tako da, ja, to. Ja, jaz bi tudi še dodal tu, ne, da če pogledamo, ne poznamo enega uspešnega glasbenika danes, ne poznamo enega uspešnega glasbenika, kateri nima socialne prezence. Zaradi tega, ker je pač trg tak naravnan, da je občinstvo konzumira preko interneta, ne. Se pravi, če hočeš biti ti v koraku s časom, če hočeš biti del glasbene scene, moraš biti prisoten na socialnih medijih, ne. In to je znanje, katero je specifično in je dobro, da se uvede to v glasbene izobrazbe. Hvala lepa. Še tam zadaj imamo eno vprašanje. Samo prosim, če počakate za mikrofon. Jaz bi imela pa eno vprašanje, ko govorimo o glasbi, bi mene zanimalo, kaj povemo mi danes mladim, ki grejo študirati na akademijo, ki je pretežoma klasična glasba. Ker meni to ni čisto tako jasno, ali se pogovarjamo o poslu klasičnih glasbenikov, ali je to predvsem drugačna glasba. Zelo zanimivo vprašanje, gospod Faganel. Kdo bo odgovoril? Vi za vse 3. Jaz mislim, da dobre prakse razvoja kariere in glasbenega posla so zelo podobni. Je določena specifika pri slogih in zvrsteh. Je pa manj v Sloveniji veliko manj organiziranega neklasičnega glasbenega izobraževanja kot recimo ponekod drugod v tujini. Ja, če lahko še jaz samo na hitro dodam, tako kot ste povedali, je pa glasbeni posel je pomemben v vseh teh panogah, tudi tako v klasični glasbi kot ostalih, pop, jazz, rock, metal, vseh teh, s tem, da je malo specifičen za vsako to smer in recimo obstajajo tudi podjetja, torej in založbe in publisherji in torej marketinške firme, ki se ukvarjajo prav z specifičnimi glasbenimi stili. Torej, obstajajo založbe, ki pretežno delajo z jazz glasbeniki, obstajajo založbe, ki pretežno delajo z klasičnimi glasbeniki in isto velja za publisherje in pa za vse ostale akterje v glasbeni industriji.
Ja, jaz bi tudi rekel, da recimo v ameriškem izobraževalnem sistemu, predvsem recimo na Berklee College of Music, glasbeni stil nima vloge pri tem, ali je zdaj klasika, ali je jazz, ali je pop, čisto vsi grejo skozi isto izobraževalno mašino, jaz temu pravim, ne. In je pomembno, da se podučijo jazzerji, pop glasbeniki, rock, metalci, vsi se podučijo o istih znanjih, ne. Zaradi tega, ker smo vsi del istega trga. Je pa res, da če pogledamo, je zanimivo, da slovenski glasbeniki govorimo o tistih, kateri so recimo v klasičnem svetu, ne. Recimo lansko leto, ne, kitarist Mak Grgić je bil nominiran za Grammyja, pa se dosti o tem ni govorilo, ne, kar je izjemen dosežek. On je izjemno prezenten na socialnih omrežjih, kaj se tiče promocije in tako naprej. Tako da vsi ljudje, ki tu študirajo klasiki, recimo, ne samo mi, kjer smo pač v drugih glasbenih vodah, se zavedajo pomembnosti tega in tudi tržijo na ta način izjemno velike uspehe, ne. Tako da ni važno, ali si v katerem glasbenem stilu si, ta znanja so zdaj res izjemnega pomena. Hvala lepa. Še zadaj eno vprašanje. Ja, halo. Jaz sem mama pokojnega glasbenega komponista Mihaela Paša, ki je imel precejšnje uspehe pač pri nas v Sloveniji, dokler je bil živ. Zdaj pa že 7 let pokojni zaradi srčne napake. In seveda pozabljen, ker jaz kot mama sem slavistka, se ne razumem na vse te instrumente, kako spet oživiti njegovo glasbo, ki je 1 leto po smrti imel koncert, potem pa nikakor jaz ne pridem, da bi označenje od Prešernovega nagrajenca Miklavža Komela kot eden najboljših skladateljev elektroakustične glasbe. Končal je pa seveda kompozicijo klasične glasbe. Bil je tudi urednik na Arsu 15 let na komornem oddelku. Torej, resnično bi rada oživila njegovo glasbo, čeprav se na to kaj preveč ne razumem. Ja, morebiti se zdaj tu malce odmikamo od tistega osnovnega vprašanja. Jaz ne vem, ima kdo od gostov kakršenkoli komentar na to temo? Zdaj, to je morda vprašanje za... Ja, kar prosim. Pa če lahko jaz, ne, recimo gospa je postavljena v situacijo in to je zdaj res tipičen primer tega, kjer ima nekdo idejo, neko voljo in nek zagon, da bi speljal neki projekt, pa ne ve točno, kako se bi tega lotili, ne, kako bi zagnali to. In tega je pri nas in na splošno med mladimi ogromno. Ogromno ljudi nas kontaktira, tudi ljudje z visoko glasbeno izobrazbo oziroma višjo glasbeno izobrazbo. In jaz bi predlagal, da se gospa pozanimate, če lahko dobite neko ekipo, če lahko dobite nekoga somišljenika v stroki oziroma v tej glasbi, katero hočete oživiti, s katerim bi lahko sodelovali in kateri vam lahko pomaga z idejami, kot rabimo enega glasbenika, kjer bo to izvajal, rabimo neki finančno injekcijo. Tudi z nasvetom, tako, kako v tem, in to je ponavadi ekipa, katero se mora pač sestaviti skupaj in se to naredi. In to delamo celi čas, vsi glasbeniki, vedno, ko imaš neko idejo, vedno, ko imaš nekaj, kaj hočeš ustvariti, si soočen z istimi problemi, ki niso pa vedno glasbene narave. Niso vedno glasbene narave. Se pravi, dostikrat si bolj kot neki CEO podjetja oziroma direktor podjetja, ne, kateri hoče neki produkt predstaviti širši javnosti, si bolj kot neki menedžer, kot pa sam glasbenik, ne.
Ja, hvala lepa. Eno vprašanje še imamo, Vito je dvignil roko, tako da tukaj, ne, tu je bil prej gospod, že prej sem ga gledal, tako da zadnje vprašanje, ker se nam izteka čas. Prižgano, ja. Dobro jutro vsem trem. Predstavljam si, da je v New Yorku 6 zjutraj. Sem Vito Primožič, klasična glasbena založba Astrum, delamo note. In eno vprašanje, predvsem za vaju dva. V povezavi s socialnimi omrežji, v povezavi s pravicami. Vemo, da vsaj kar se Evrope tiče, glasbena pravica traja za življenja avtorja in 70 let po smrti. Trenutno upozorilo naprej ne iščem nobenega pravnega nasveta, samo za eno mnenje bi vprašal gospod Klementino. Ta teden smo dobili prošnjo za podpis pogodbe iz ZDA, namreč zbor neke ameriške univerze je posnel delo slovenskega avtorja in želijo delo objaviti, prodajati, to je ena stvar, tam so stvari dokaj jasne, niso pa jasne, ko gre za socialna omrežja. Namreč želijo imeti pravico objave za večnost. To se pravi ne za življenje avtorja, ne za 70 let, ampak za do konca časov. Kaj, oziroma se to v Ameriki redno zdaj pojavlja, pripravljeni moramo biti tudi na take spremembe in bi prosil samo za mnenje, poudarjam, ne iščem nobenega pravnega mnenja. Hvala. Mislim, ne morem točno povedati, ne dati pravnega mnenja. Zdaj recimo, če se nekaj objavi na socialnih medijih, se potrebuje dovoljenje, ne, tako kot ste rekli. V Ameriki sta to dovoljenje za uporabo kompozicije in pa dovoljenje za uporabo mastera, zvočnega posnetka. Torej vse, kaj se z audiovizualnim pojavlja, potrebuje te dve licenci vsaj. To, da bi oni imeli do konca življenja, se pravi, nisem specialist za točno to določeno področje, ampak vse te stvari... Do konca večnosti. Ja, te stvari so stvar dogovora in pa pogajanj. Ne vem, če sem točno videla, da bi lahko to imel nekdo do konca večnosti, ponavadi se določijo za termin, torej dokdaj bo to, za koliko časa oni hočejo to licenco imeti, in pa tudi pod kakšnimi pogoji, pa točno kak dolgi, torej dolžina posnetka, vse te stvari so pomembne in potem kakšno je plačilo za to. To, da bi imeli do konca življenja, to mi je malo čudno. Ampak se pravim, nisem specialist za točno to področje. Mogoče samo razmišljam spet nepravno mnenje, da verjetno ni nobene razlike, če je to za večnost ali pa če je po življenje plus 70, zato ker gre to potem v javno dobro, v public domain. Tako da jaz ne bi imel nobenega zadržka sam podpisati nekaj, kar gre v večnost, kar bo po 70 letih po smrti kakorkoli na voljo. Ja, to sem jim tudi napisal, kar ga zdaj pravi, ampak še vseeno vztrajajo, da želijo pravico nalaganja 3-minutnega posnetka na socialna omrežja, na YouTube in podobno do eternity. Hvala lepa. Okay, jaz mislim, da smo še dolžni tisti odgovor. Je napisano kaj v chatu, Maja? Lep pozdrav še enkrat. Če lahko samo še dodam en komentar glede publiciranja notnega materiala in tako iz lastne izkušnje. Recimo vidim, da študenti, da so zelo zainteresirani za sodobno glasbo, vendar je nekako ta barijera, mislim, obstaja recimo IMSLP, ki objavlja partiture, ki niso več v public domain, za pač prosto uporabo in mislim, da to ni rešitev, ampak za študente je zelo pomembno, da je dosegljiv notni material predvsem na teh spletnih straneh, v socialnih platformah, da pridejo do notnega materiala dosti enostavno in hitro, ker zanimanje je, vendar je včasih pač tisti dodatni korak, da se pride do sodobnih not, malo težji.
Tako, jaz mislim, da je razprava bi bila še zelo zanimiva, zdaj, ko prihajamo do konkretnih rešitev, ampak to pa je moja naloga, da rečem, tu nekje moramo narediti pa piko. Zdaj, tista zadnja naloga moja je, so rekli, da bi na koncu vendarle potegnili nekaj pod črto, ampak toliko različnih stvari se je tukaj zdaj reklo. Eno stvar pa zagotovo ugotavljamo, da imamo skupno z vsemi temi tematikami, namreč glasba in glasbeniki seveda se najprej naučijo delati glasbo. Vse ostale stvari so pa tiste, o katerih danes govorimo. Torej, ta fokus bo treba očitno tudi pri nas malce usmeriti na neke dodatne kompetence, dodatna znanja, bodisi naj bo to tisti posel, bodisi naj bojo kompetence za delovanje z različnimi publikami, z različnimi uporabniki, o katerih smo govorili, in nekako mi pade to na pamet, predvsem še z enim primerom. Pred kratkim smo delali eno raziskavo na področju tradicionalnih obrti in primerjava je zelo dobra, recimo v Avstriji. Tam se seveda naučijo delati recimo mizarji z lesom, z izdelki iz lesa, ampak jih ves čas usmerjajo predvsem v to, da poznajo marketing, da poznajo sodobno oblikovanje, da poznajo vrsto drugih znanj, s katerimi oni dajo tisto dodano vrednost svojim izdelkom in na tak način lahko konkurenčno nastopajo na evropskem trgu. Ali pa globalnem trgu, danes govorimo tako lahko samo o globalnem trgu. Tako da, če malce povzamem, vemo, da glasbo se dela s srcem, ampak glasba kot biznis potrebuje še veliko več, torej bomo rekli tudi možgane. Hvala lepa za ta prvi sklop, zdaj pa mislim, da je čas za kosilo, zato naj rečem v imenu vseh nastopajočih, najprej hvala za prispevke, predvsem pa v imenu vseh bom rekel dober tek. Ja, hvala vsem predavateljem za sodelovanje, sedaj pa sledi pauza, tamle zadaj je nekaj majhnega za prigrizant. Nadaljujemo pa po programu, kakor je začrtano, 15 minut čez 1 bo naslednji tematski sklop. Hvala.